Milost vam in mir od Boga, Očeta našega in Gospoda Jezusa Kristusa. Današnja tema: nuklearna orožja. Kdo jih sploh lahko ima? Torej, vladajoči in močni ti pravijo, da lahko imajo samo te in te lahko v posesti nuklearna orožja. Največji šok za Združene države pa je bil, ko so 1945. leta prvo in drugo atomsko bombo vrgli na Japonsko, na Hirošimo in Nagasaki, avgusta 1945. leta. To za njih ni bil šok, to je bil šok za Japonce. Menili pa so, da smo mi sedaj edini na svetu, ki imamo to orožje. In to je takrat držalo. Edina atomska sila so bili takrat 1945. leta. In če Nemčija ne bi v začetku maja kapitulirala, 1945. leta, in bi vojna trajala še dlje, nekaj mesecev, recimo do avgusta, tako kot vojna na Pacifiku proti Japoncem, Združenih država, potem je bil načrt Združenih držav tudi preko Nemcev vrgli eno, dve ali več atomskih bomb. Za las je šlo ravno mimo te katastrofe. Torej to, kar se je zgodilo na Japonskem, bi se prav tako zgodilo tudi v Nemčiji. Združene države so bile tik pred tem. Samo Nemci so se še dovolj zgodaj predali. To pomeni, da so sovjetska in ameriška vojska v povezavi z britansko vojsko, še nekaj Francozov. To je ravno pravočasno še delovalo, da niso na Nemce potem vrgli atomske bombe. Ker sicer bi se lahko odvilo popolnoma drugače. Danes pa je temu tako, leta 2026, da ni samo ene, dveh, treh, štirih, ampak približno 10 držav, ki poseduje atomsko orožje. Za 9 držav sigurno vemo, za 10. državo nismo popolnoma prepričani, Američani so bili pa prvi. In kaj je bil sedaj tisti šok za Združene države? 4 leta kasneje so Rusi pokazali, kaj zmorejo. Tudi oni so postali atomska sila. 1949. leta. Takrat sta tako bile že dve velesili, Združene države in Sovjetska zveza. Potem so Združene države informirale Veliko Britanijo, kar se tiče, kako zgraditi atomsko bombo. In tako so do leta 1952, 3 leta kasneje, so bile že dve velesili na zahodni strani, Združene države in Velika Britanija, proti Sovjetski zvezi. In to ni slučajno, da so tako to znanje širili po Evropi. Kdo bo še prišel tukaj zraven? Francozi sicer pravijo, da smo bili sami, da smo sami to zrihtali samostojno. Ja, leta 1960. leta je tudi Francija postala atomska sila. Velika Britanija, Francija in Amerika in Rusija na drugi strani. Takrat Sovjetska zveza. Torej točno te 4 zmagovite sile. Te so sedaj tudi bile atomske sile. In kdo je prišel za njimi? Kitajci. Leta 1964. Kdo je pa Kitajce informiral, kako se to zadevo zgradi? Rusi. Da bi postavili protiutež proti tem 3. Združene država, Britanija in Francija. Sedaj imamo že Ruse in Kitajce na drugi strani. In ko je to enkrat imela Kitajska, kdo bo potem naslednji to imel? Indija. Indija je to dolgo tajila. Pravzaprav so to imeli že leta 1974,
98. pa so priznali. In če je Indija postala atomska sila, kdo je potem njihov največji sovražnik? Indijcev v področju Kašmirja, kjer če že ena krogla leti čez mejo, potem jih 1000 leti na drugo stran. Te so tako sovraženi drug proti drugemu. Indija in Pakistan. Tako je Pakistan postala naslednja država z atomskim orožjem. In njim so orožje posredovali Kitajci. Zakaj pa to? Če si to pogledamo na karti sveta, torej Združene države, so bile številka 1. Ni popolnoma res. Kdo je bil v bistvu prvi? Nemški raziskovalni duh. Raziskave so prišle iz Nemčije. Namreč te, ki so v Združenih državah razvili atomsko bombo, so bili v bistvu tisti, ki so prvotno informacije dobili iz Nemčije. Gre za nemško tehnologijo inženirstva. Tako kot so Nemci prvi razvili tehnologijo raket, tudi so kot prvi razvili letalo na reaktivni pogon. In tako so bili tudi prvi, ki so imeli spoznanje o nuklearni energiji, izvedli, sestavili pa so to prvič v Združenih državah Amerike. Ampak brez nemških znanstvenikov to ne bi nastalo. Saj ne tisti trenutek. In ponovadi je tako, da ko nekdo nekaj ve, sedaj so Združene države, imajo spoznanje, kako narediti atomsko bombo, in potem tudi Rusi. Seveda, ker tudi Rusi so si po vojni vzeli nekaj Nemcev in so tako znanstvenike prepeljali tako na vzhod kot na zahod. Ja, recimo, ko so prišli tam do tistega iztoka, tiste reke pri otoku Usedom, kjer so razvijali tehnologijo raket V1 in V2 od Nemcev, tam so znanstvenike razdelili. Združene države si jih je nekaj vzela, Francija, Anglija, Rusi. Torej ni slučajno, da ravno te 4 sile na to postanejo tudi atomske sile. Šlo pa je za nemškega duha v tehnologiji. Razvoj, ki se je sedaj tukaj pokazal, to se je seveda tako nadaljevalo in sedaj imamo te 3 na zahodu, Združene države, Britanija in Francija in na drugi strani takrat Sovjetska unija, Rusija danes, Kitajska, Indija, Pakistan. In če imajo to Združene države Amerike, kdo je najožji zaveznik in prijatelj Združenih držav? Neke vrste krvni brat? Izrael. In zaradi tega, sicer tega niso javno govorili, ampak zato imajo tudi Izraelci atomsko orožje. Tako jih imamo sedaj že 1, 2, 3, z Veliko Britanijo, Francijo, Združene države, z Rusijo 4, Kitajci 5, Indija 6, Pakistan 7, Izrael 8, kdo še tukaj pride čez čas zraven? Tehnologijo pa so jim podali strani Rusije, Kitajcev, Severna Koreja. Tako jih je že 9. Pakistanci pa so bili tisti, saj oče razvoja pakistanske atomske bombe je bil nek gospod Khan. On, in to so šele kasneje odkrili, tako rekoč, on je razvil celo mrežo švercanja. In koga so tam še posebno razvili v Severni Koreji kot državo, ki je seveda kasneje to tudi izvedla, in Libija. Oni pa so to ustavili
kjer je takrat vladal še Gaddafi, katerega so kasneje odstranili Američani, in seveda še Iran. In tu je sedaj ta točka rane. Namreč Iran je zaradi oddaljenosti do Izraela sposoben, če si pogledamo tole na tej karti, tukaj je Iran, zelo hribovita dežela, in tukaj imamo Izrael. In tale razdalja, za katero je Iran že mnogokrat dokazal, za iranske rakete to ni noben problem. Zato pa se Izrael počuti ogroženega strani Irana. In ko Netanjahu leti v Združene države Amerike, k Trumpu, potem se vedno nekaj zadaj zgodi. Ker v Izraelu se tako rekoč nekaj napihne, ko je on tam, in potem pridejo Združene države Amerike z vso vojsko. Tako kot sedaj, kjer so se pripeljali svojo letalonosilko, ker gre za izkazovanje moči napram Iranu. Prejšnjo poletje 2025 so iranske zelo zavarovane predele Irana, kar se tiče raziskovanja atomskega orožja, hudo napadli s specialnimi bombami. Ciljali so namreč v zračnike teh bunkerjev. Kajti te bunkerji so tako sigurni in globoki v zemlji, bolje rečeno pod kamni. To je sedaj ta ključna točka, zato tudi današnja tema. Nuklearno orožje, kdo ga lahko ima? Če ga en ima, potem je vedno tako, da drugi rečejo, to moramo imeti tudi mi. Pa naj to košta, kolikor pač košta. To je približno tako, kot nek sosed pride z novim debelim avtom in tudi drug sosed želi takega imeti. Ampak pri orožju pa gre za veliko več, ker če jaz tega nimam, si vodja druge države misli, potem me bo on tako rekoč uničil. Potem nimam možnosti. Zato potrebujem to kot strašilo. In če si vsi tako mislijo, potem imamo na koncu 200 držav, ki so oboroženi do zob z nuklearnim orožjem. To pa seveda naredi situacijo izjemno nevarno. Ker kdo sploh je na oblasti v določeni državi? In kako nervozna je roka takega, da bi pritisnil nek določen gumb, kjer prva nosilna raketa poleti z atomsko konico. Kako pa je danes sploh stanje, kar se tiče števila atomskih konic? Seveda to so samo ugibanja, ker katera država bo sploh natančno povedala, toliko in toliko jih imamo. Rusi pa in Združene države Amerike so tisti, ki imajo preko 5000 atomskih konic, vsaka. Vse skupaj na celotnem svetu pa imamo približno 12 000. Rusija pa in Združene države imajo skupaj 10 000 konic. Torej sta te dve državi veliki igralci v tej zgodbi. Drugi pa imajo seveda v primerjavi z njima majhno orožarnico. In tudi tistih je dovolj, vsekakor, da celoten svet razstrelimo. Kitajci nekje 600, Francozi 290, Velika Britanija 225, Indija nekje 180, Pakistan. Tukaj tekmujejo in pravijo, da imajo 170, približno enako. Za Izrael se ugiba nekje med 90, to je nekako uradno, v resnici pa jih je verjetno 200 konic. In pri Severni Koreji, oni so še najmlajši, imajo nekje 50 konic. 10.500 jih imajo dve velesile in 1500 imajo preostalih 7. In to je seveda velika grožnja. Kdo sedaj lahko ima atomske konice? Močni pravijo, samo mi, nihče drug. Že tako jih imamo preveč. Sedaj si poglejmo to karto tukaj na zunanji strani.
o veli sili Združenih držav Amerike, ta karta je izšla leta 1990. In sedaj je ta karta stara že nekje 30 let. Rdeče barvana na karti so tako rekoč hudobne države. Hudobneži. Kdo je bil hudobnež pred 30 leti v očeh Združenih držav? Kuba. Tam se sedaj tudi zaostruje. Združene države silijo Kubo gospodarsko v kapitulacijo, dokler ne rečejo, ja, podpisali bomo to in ono gospodarsko pogodbo, preden vse prebivalstvo izstrada in pride do upora. Venezuela, kjer so pred kratkim predsednika Madurota v začetku leta ugrabili in preostanku vlade je preprosto rečeno, želite tudi vi biti ugrabljeni? Ali pa boste podpisali tukaj naše pogoje. Tako vidimo, kako je bilo pred 30 leti, ni bilo nič drugače. Libija, to so se že lotili takrat so odstranili vlado. Sudan, takrat je bila državljanska vojna in sedaj je ta razdeljena na sever in južni Sudan. Sirija je tudi že pokončana, tako rekoč. December 2025. leta. Potem imamo tukaj Irak in Iran, kjer je seveda tudi že pokalo. Tukaj pri Kuvajtu pa, torej Iran je že takrat bil rdeč in Belorusija prav tako. In tukaj Zimbabve takrat, kar je potem tudi gospodarsko popolnoma razpadlo. Iran je že takrat bil rdeč. Tudi Venezuela je bila takrat že rdeča. In Kuba. Prav tako Belorusija. Torej ni slučajno, da se vse sedaj tako zaostruje. Trump pa je sicer nekdo, ki pravi, konec, ja, zaključek. In če Izrael pač noče, da Iran razvija atomske bombe, potem temu tudi bo tako. In to želijo sedaj svojo agendo prisiliti, tako kot so to že storili v Gazi. Kar se tiče Hamasa in v Libanonu, vse, kar so storili. Namreč Iran je zelo napredoval v tehnologiji raket. Raketa pa je seveda samo nosilec. Atomske konice ne letijo same, nekam jih je treba pritrditi. In Iran seveda je sposoben, če sicer ima atomske konice, da jih tudi izstreli. In kdo je sovražnik, je tudi jasno. Izrael. Zato so Izraelci tako nabriti k temu, da se končno rešijo te zadeve v Iranu. Zato si seveda želijo, da tukaj v Teheranu režim zamenjajo. To je načrt. Da jih tako ne bi ogrožali z raketami, ki bi lahko letele v smer Izraela. Potem so tule v Jemnu še Hutiji, ki tule na tej poti noter v Rdeče morje, tukaj pri tej ožini, kjer lahko izstrelijo svoje primerne rakete, ki so jih dobili strani Irana. Iran je tako nahranil Hamas, Hezbollah, Libanonu in Hamas v Gazi. Tudi Hutise so založili z raketam. Torej vse, kar so oni sedaj izstrelili na Izrael, ali tukaj Hutis na ladje, ker so prijateljski do Palestincev, to vse vojaško-tehnološko prihaja strani Irana. Zato želijo tudi priti do te korenine vsega. In kdo sedaj lahko reče, kaj lahko imamo in kaj ne? Ja, to so pa tisti, ki so mogočneži. Oni bodo to rekli. Na tej karti tukaj pa imamo zemeljske pasove na zemlji. Različne barve tukaj kažejo, kje so področja, ki so kmetijsko zanimiva, kar se tiče prehrane v specifičnih določenih regijah. Kje
je področje, ki sicer obstaja, ni pa morda človekoljubna, kjer se ne da obdelati. Recimo ta tukaj, to je veliko področje z temno-rumeno, rahlo oranžno barvo. Tole, to je področje, ki je tako rekoč mrtvo. Če tukaj vmes ne bi bilo oaz, potem preprosto ne moreš niti preživeti. Ampak obstajajo tudi takeli stolpčki, kjer vrtajo vrtine. In potem vidimo, da tudi področje, kot je Saudija Arabija, ki je tako revna, kar naenkrat postane bogata. Zelo, zelo bogata. Ali kakor tukaj, Združeni Arabski Emirati, Dubaj, šajhi, ki tukaj vladajo, oni niti ne vedo več, kam bi s svojim denarjem, s svojimi milijardami. Milijoni, brez veze. Z milijardami. In gradijo reči, največje nebotičnike, kupujejo svoje letala in šefi sami imajo avtomobile brez meja. Ampak seveda ne teh povprečnih avtomobilov, ki jih imamo mi. Oni začenjajo pri 1 milijon plus. To so njihova vozila, kjer je potrebna zlata armatura in tako naprej. In eden teh šejkov je pred časom rekel, moj oče je še jahal kamele, jaz pa se vozim z Land Roverjem, moj vnuk pa bo verjetno že ponovno spet s kamelo, ko olje ne bo več potrebno ali pa bomo vse izčrpali. Tako torej obstajajo področja, ki so kmetijsko zelo zanimiva, recimo Evropa, in globoko noter v Azijo. To so tele črtasta področja. To so kmetijsko zelo zanimiva. Tukaj tudi v Severni Ameriki. To so najbolj plodna področja tukaj, v Severni Ameriki. In tukaj v Evropi. In globoko daleč tudi do Sibirije. Južni del Sibirije. Ne govorim o gozdnem delu tam zgoraj, kjer so samo medvedi in volkovi. In je sploh samo led tam. Potem so še ta velika hribovja in tropski gozdovi, kot recimo tukaj v sredini Afrike in tukaj v Amazonu, ta se sicer krči. In sedaj, odvisno od tega, če bi recimo atomska bomba, recimo nuklearno orožje, nekje udarila, eksplodirala, kjer je kmetijsko bogato področje, potem to pomeni za ta planet, če gre za večje območje, kmetijsko, kjer je veliko tudi zasejano, to potem posledično prinese lakoto. Če bomba udari tukaj v sredini Sahare, potem bo to zadelo samo nekaj puščavskih kač, če pa zadane plodno kmetijsko območje, kjer je veliko ljudi, seveda stvarmi streljajo tja, kjer je več ljudi. Tako kot Japonci tukaj v Hirošimi in Nagasakiju, ko so te atomske bombe padle, avgusta 1945, zakaj so jih tam vrgli? Ker so to milijonska mesta. Niso odvrgli tam nekaj v divjino tja gor, na otok Hokkaido ali podobno, ampak tukaj so jih vrgli, da bi čim več ljudi uničili. Mase ljudi so torej tam, kjer je tudi kmetijska plodnost, zato da te količine ljudi sploh lahko prehranjuješ. To gre z roko v roki. Ta področja, kjer je večina ljudi, so najbolj ogrožena. In tam jih bodo tudi uporabili. In to ima potem seveda vpliv na ves planet. In sedaj tisto zanimivo. Ko so Združene države Amerike pričele graditi atomsko bombo, iz kje je prišla ta zagretost? Če si pogledamo malce to zgodovino.
ko so v drugi svetovni vojni nacistični Nemci, Hitler napadali državo za državo in Združene države še niso bile v vojni, ampak so že, predvsem Judje, znanstveniki iz Nemčije bežali v Ameriko. In so povedali, Nemci raziskujejo na atomskem orožju, bombi. In tako so te znanstveniki v Združenih državah Amerike drugim znanstvenikom tam razložili, kakšne učinke to ima. Do takrat je bila to samo teorija. In prav učinek poznamo od avgusta 1945, ker do tedaj so to lahko samo računali, sedaj pa so to videli. Videli so slike, tiste žalostne slike, dramatične. In te migranti v Združenih državah Amerike, ki so torej pribežali iz Evrope, predvsem znanstveniki, te so sedaj v Združenih državah povzročili, da je vlada bila bolj nervozna. In so rekli, če bodo Nemci razvili to super orožje, potem bodo zavladali svetu. Mi moramo tukaj pospešiti, da bomo hitrejši od njih. To pomeni, ta konkurenčni boj je bil tukaj, ker so Nemčiji že bili prvi in so z napadom Japoncev v Pearl Harborju, kjer so se Združene države vklopile v svetovno vojno zaradi Japoncev, in potem je Hitler tudi naznanil vojno Združenim državam, ko je že stal skoraj pred Moskvo in se je na koncu vse skupaj ustavilo zaradi ruske zime. Sedaj pa je zagorela streha v Ameriki, kjer so si prej mislili, ja, v redu, ja, mogoče bi, mogoče ne bi. Kar naenkrat se je to dvignilo in številke so skoraj neverjetne. V arhivih piše, da menda, da je bilo več kot 150 tisoč ljudi bilo angažiranih za ta atomski program. Več kot 150 tisoč ljudi. Kar naenkrat je prišel denar. Kar naenkrat je bila vojna in sedaj se je šlo za to. Z napadom Japoncem na Pearl Harbor, kar naenkrat, se je ta projekt začel. Zelo na hitro. Tako rekoč Manhattan Project. Veliki šok, kot smo na začetku omenili, pa je bil, da so Rusi že 4 leta kasneje, torej potem, ko je prva atomska bomba že bila uporabljena na Japonskem, tudi imeli svojo bombo. Kasneje so potem odkrili, da so imeli špijone v Združenih državah Amerike pri tem Manhattan projektu v Los Alamosu v Novi Mehiki. Torej imeli so svoje špijone in kako so prišli do tega? Rusi so seveda imeli zakodirane radijske signale. Ta zakodiranost je bila bistvena. Združene države pa so bili mojstri v dekodiranju. Saj jim je v drugi svetovni vojni uspelo tudi odkodirati kodo, japonsko kodo. Skoraj nemogoče, ampak po veliko mesecih jim je to uspelo in takrat se je potem obrnila vojna. Ker so točno vedeli in so dali ukaze in napadli na pravih točkah. Japonci so bili tik pred tem, če si pogledamo karto, Nova Gvineja, proti Avstraliji so že napadali. To bi seveda zavzeli v zelo kratkem času, kajti Japonska je bila zelo visoko razvita industrijska dežela, ampak zelo revna, kar se tiče naravnih dobrin. Ravno nasprotje od Rusov, ki imajo naravnih dobrin ogromno, toliko, da niti ne vejo, koliko jih imajo. In če kaj potrebujejo, morajo zgraditi in pobrati, ampak v vsakem primeru na voljo je. Nič ni, kar nimajo. Japonci, kaj pa oni sploh imajo? 90% vsega, kar rabijo surovin, morajo uvoziti. Avstralija bi tako bila za njih super stvar, pravo najdbišče. To je bil naslednji načrt Japoncev. In tukaj je prišel preobrat, ker so prestregli njihove komunikacije, ker so jih razkodirali.
In kako je sedaj bilo to po drugi svetovni vojni, kar se tiče ruskih radijskih zakodiranih signalov? Tudi tu je uspelo Američanom 1950. leta dekodirati. In to je sedaj vodilo k temu, da so lahko prisluškovali. In tako so slišali, kakšna sporočila gredo ven. In kar naenkrat so lahko te špijone, ki so bili v samem tem projektu gradnji atomske bombe, so jih lahko razkrinkali. Potem pa se je nekaj zgodilo in to je čudno. Ko so te prve špijone razkrinkali, tu je šlo za neko sorodstvo, družina Rosenberg in drugi zakonski par, ki sta tukaj tudi se nekako spravila noter in sodelovala pri programu. Zakonski par Green Glass, torej zeleno steklo. In ta David in Ruth Green Glass, to sta en par bila, in drug par Julius in Ethel Rosenberg. Ta dva para sta bila ključna. In tale David Green Glass je bil brat te gospe Ethel Rosenberg. In on je sedaj poskušal sam priti ven iz te dileme, svojo ženo seveda, ker seveda grozi kazen, primerna kazen zaradi izdajstva, ker tu gre namreč za grajenje atomske bombe, ne za kar nekaj. In tako je ta David Green Glass svojo lastno sestro izjemno težko obtožil, torej svojo sestro Rosenberg in njenega moža. In to je sedaj vodilo k temu, torej sestra in svak, da bi rešil lastno kožo, si je izmislil zgodbe in jih povedal, da bi sam sebe tako rekoč opravil krivde, preusmeril pozornost. In rezultat tega je bil, in tega si verjetno tudi sam ni mislil, da bosta oba Rosenberga 35 in 37 let, ko sta bila usmrčena na električnem stolu. Pravilno ste slišali. Tiste dva so umorili zaradi tega. David Green Glass je za 9 let šel v zapor. Prav tako še en znanstvenik, Klaus Fuchs, ki je bil v notranjem krogu raziskav. On sedaj ni bil v tem pomenu špion, ki so ga uporabili kot vaba, ampak tisti, ki je imel poseben pogled na te stvari, ker je menil, če bodo Združene države sedaj samo one imele to orožje, potem bi bilo dobro, če bi bil še kdo v Rusiji, ki bi tudi imel to spoznanje, kako zgraditi bombo. Zato, da bi bilo uravnoveseno. Protivtež, ker če ima samo en to silo in moč, debel postane. Temu se ni zdelo dobro to. On je bil znanstvenik iz notranjega kroga, torej ta Fuchs, tudi on je bil potem za 9 let v zaporu, Rosenbergi pa so imeli te povezave naprej z Rusi. Tako da so lahko prenesli te izrise in oblike in papir direktno, fizično, zvito in poslano, kot pošiljka na pošti. In Rosenbergi so bili tako rekoč koordinatorji tega. Ampak te niso bili tako hudo noter vpleteni kot brat Rosenbergov, David Green Glass, kot je to on izjavil, da bi rešil svojo kožo. In rezultat je bil, da so jih usmrtili. To je bilo obdobje Josepha McCarthyja. Joseph McCarthy, senator iz Wisconsina. To je tale zvezna država tukaj. To pa je vodilo k temu,
da je ta McCarthy je šlo za obdobje z leta 1950 do 1954. Grozno obdobje je to bilo. Ta človek je napihnil tako velik protikomunistični mehurček, tako da so lovili komuniste kot čarovnice. In to je v praksi bilo tako, da če ti sosedi niso bili po volji, si lahko samo prišel do odgovornih in si rekel, ja, moj sosed je komunist. In so jih že zaprli. Špecanje. Neverjetno veliko spletk je bilo takrat. Ljudem so se uničila življenja, uničile so se kariere. Če je kdo hotel kaj slabega drugemu, vse, kar je moral storiti, je reči, on je komunist. In so ga že zaprli. In ga zasliševali od zgoraj in navzdol. Noro je bilo. 4 leta se je to dogajalo. In to je bil res grožen čas v Združenih državah. Ti si komunist. In s to izjavo si bil končan. Pa če to res ali ni, je že mimo. Že samo obtožba. Kaj vse se je takrat dogajalo? To me spominja sedaj na čas prejšnje pandemije. Kdo ni bil cepljen? In tam je nek znanstvenik, ki ni hotel sodelovati. To je bil ta vzorec. Torej, v tem času McCarthyja je vse, kar je kakorkoli dišalo po komunizmu, upravičeno ali ne, si propadel. In v času virusne pandemije, na kateri strani si stal? Samo 2 strani sta bila, črno in belo. Na koncu pa so ugotovili, in to je sedaj trajalo 4 leta v Združenih državah, da so ljudje ugotovili, ojej, tukaj lahko vsak, ki mi je nekako nasproten, me nekako obtoži. In danes sem še tukaj jaz tožnik, jutri se bodo sorodniki maščevali od tega in bo reklo, ja, on je bil, ki je našega brata in strica spravil v zapor. In oni se tako maščujejo in rečejo, on je komunist. Podobno kot v francoski revoluciji, kjer je na koncu veljalo, da revolucija žre lastne otroke. Tako nihče več ni bil varen. Gospoda McCarthyja so potem 1945. Strani kongresa zaslišali in potem je hitro šel navzdol. Potem se je do smrti upijanil in v 3 letih je umrl. 48. leta. Ta človek je toliko ljudi uničil. On je bil kot serijski morilec. Tako je tudi sam pri 48 letih umrl. Svoje pomanjkljivosti in svoj vpliv je takrat utopil v alkoholu. In je tako umrl na hepatitisu. Jetra so odpovedala. Hitro gre. Ko enkrat ena stran se predstavi kot dobra ali pa druga kot slaba se druga predstavi, potem je zelo preprosto z uničevanjem. In podobno je sedaj tudi, kar se tiče, kdo lahko je atomska sila. Če Izrael pravi, Iran ne sme biti, torej Izrael reče, oni tega ne smejo imeti. In zato, ker imamo velikega, močnega brata, Združene države, in potem jim rečejo, prosim, uničite jih. In potem se to izvede. In sedaj, ali bodo sodelovali pri tem, tako kot Izrael želi, če pa ne želijo sodelovati. Sicer po koncu 2. svetovne vojne še nikoli ni bilo takšne vojaške moči tam blizu, ker sta tam sedaj 2 močni letalonosilki. Tam sedaj leti mnogo letal, ne kar ena. Tako lahko v Iranu uničijo sedaj karkoli želijo. Zato, ker se je nekdo pustil strani druge atomske sile
Čeprav še niti ni sigurno, da oni sploh imajo atomsko orožje. Ampak eden hujska drugega. Tako kot takrat v zgodbi McCarthy. Potem seveda stvari postanejo jasne. Hudobni in dobri. Tako kot na tej karti Združene države desno tamle, kjer pravijo, da obstajajo te hudobne države, rdeče, in te je treba uničiti. Preprosto. Ali pa zamenjamo vlado pri njih. Potem bo spet vse v redu. Vi sodelujete z nami, sicer pa boste uničeni. Še ena zanimiva točka pri temu. Ko je Sovjetska unija razpadla v GU države, torej v skupnost neodvisnih držav, iz bivše sovjetske države je nastalo 15 držav. Nekako je obrobje vse postalo samostojno. Ko se je to zgodilo, je izmed vseh teh sovjetskih republik je imela Ukrajina največ atomskih konic. Zato, ker je nekoč Ukrajinec Gruščov bil šef države. In takrat je to zgradil. Sedaj pa je Ukrajina, če si pogledamo na teli karti, kar naenkrat je sedaj bila tukaj Ukrajina, atomska sila je bila. Ko je Sovjetska unija razpadla, so obstale Rusija, Latvija, Litva, Estonija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, kar naenkrat je sedaj mnogo držav. In potem še tu Kazahstan, Georgija, Azerbajdžan, Mjanmar in podobno. Sedaj pa je tukaj kar naenkrat se pojavila atomska sila, Ukrajina, po razpadu. Naenkrat so tukaj drugačne meje, svoja država in Sovjetska unija je v Ukrajini imela, zakaj ravno tam toliko atomskih konic? Ker so želeli biti na meji z Zahodom. Ni bilo drugega področja tako na Zahodu, kakor Ukrajina. Torej ni bilo slučajno, da je Sovjetska unija imela tam skladišča za te konice, da bi lahko iz te razdalje tudi premostila. Takrat pa so se poenotili, da bo Ukrajina, takrat smo bili mi še do Rusov prijazni, tudi proti Moskvi, in Ukrajina, kot samostojna država takrat, je vse atomske konice prijazno predala Rusom. Vprašajte jih danes, kako danes gledajo na to. Predstavljajte si, da bi Ukrajina še vedno posedovala vse te atomske konice. Kaj bi se potem sedaj dogajalo tam? Sploh se ni zamisliti. Kaj bi to pomenilo? Šlo je za zelo napet trenutek. In ko je Sovjetska unija razpadla, to ni pomenilo samo, da je tam 15 držav, ker je prej bila samo ena, ampak so obstajale države, ki so imele atomske konice. Kar naenkrat bi lahko imeli veliko več držav kot prej, ki imajo atomske konice. In strinjali so se, ker so vsi bili še prijazni do Rusov, ker so se lahko samo osvojili, postali lastne države. Ukrajina in Rusija, to so bili tako rekoč bratje. Ampak če se bratje enkrat sovražijo, potem pa postane to kritično. Sedaj pa smo v fazi razvoja, kjer se sprašujemo, kdo sploh lahko ima atomsko bombo? In mogočneži pravijo, ti ne, ampak mojemu prijatelju bom pa že dostavil dejanja. Tako se je vse to razvilo. Zakaj imajo Britanci in Francozi atomske konice? In Rusi so jih dali Kitajcem in Severni Koreji. In Kitajci so potem Pakistanu pomagali. In Pakistanci kot švercerji per excellence so seveda to dali naprej Iranu. In seveda še Severna Koreja. Seveda so verjetno pri temu tudi kaj zaslužili. Si predstavljam.
Sedaj pa je zanimivo to, da bi lahko tudi namesto nuklearno orožje, kakršno sedaj je in kako je tudi v pozitivnem smislu uporabljajo za nuklearne elektrarne, pri tem obstaja seveda tudi alternativa. Namreč jedrska fuzija. Ker za atomsko delitev, atomska bomba potrebuje element, kot je uran, ki v periodičnem sistemu elementov, če se spomnite iz šole na fiziko, kemijo, imamo tisto tabelo pred seboj in tam se začne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do 100, preko 100. Obstajajo pa elementi, ki so lahki po teži jedra, kakor na primer vodik, kjer je samo en atom. In glede na to, koliko jih je tukaj v centru, koliko protonov, toliko večja je potem tudi številka v periodnem sistemu. In tako razlikujemo elemente. Tisti, ki je to odkril, je preprosto genialno. In sedaj je tukaj vodik in helij, to sta dva najlažja. 1 in 2 protona na jedro. Uran pa jih ima že preko 90. 92. In če to seveda obogatimo, potem govorimo v uranu 235. In kaj se zgodi pri tem deljenju atoma, če streljam v njega nevtrone? V jedru namreč imamo protone, nevtroni niso ne pozitivni, ne negativni, in potem še elektroni. 3 variante. Medtem ko protoni in elektroni so vedno v istem razmerju napram drugemu. Torej, če jih ima 10 protonov, ima tudi 10 elektronov. Če je v jedru 50, potem je tudi 50 elektronov, ki se tam zunaj premikajo. To, kar je pa zanimivo pa, pri deljenju atoma potrebujem element, ki je gost v primerjavi s tem. Pravi element, ki ima težko jedro, ki ima veliko protonov, tako kot uran, recimo. Pri fuziji jedra pa je pa nekaj popolnoma drugačnega. Tam se združujejo, stopijo se najlažji in najmanjši atomski jedri, in sicer vodik, kjer je samo eden, skupaj in postanejo helij. Ta pa ima 2. V enem primeru se cepi narazen in nastane ta domino efekt pri atomski bombi, pri atomskem orožju, torej se zgodi verižna reakcija in to eksplodira, dokler nič več ne ostane, dokler se ves material ne porabi. In pri teh palicah v reaktorju to počnejo kontrolirano, se kontrolirano razkraja, razpada. Ampak ta kontrolirana verižna reakcija se včasih sviži, potem pa pride do taljenja teh palic, ker je to zelo vroče. In kakor se je to zgodilo v Černobilu, severno od Kijeva, 1986. leta, Černobil na meji do Belorusije, nuklearke ponavadi postavijo nekako na rob, da tudi sosed maše kaj od tega, če ga že raznese. In ta Černobil je v Evropi kar veliko stvari povzročil. In potem so pri revizijskem delu zmanjšali hlajenje in je prišlo do taljenja palic. Tako se je in tako je prišel radioaktiven oblak. In to ravno v času, ko je bil veter iz vzhoda. Tako smo vse to dobili tudi v Srednjo Evropo. Grozna izkušnja je to bila. Potem človek prepozna, da duhove, ki sem jih klical, se jih zdaj ne morem več znebiti. In kaj je sedaj varianta, možnost, alternativa, boljše rečeno kot varianta? Torej, fuzija. Torej, vodik, kjer se 2 jedra združita v helijevo jedro. In to se vsak dan dogaja tudi na našem Soncu. In daje to energijo? Ja, sicer bi že vsi zdavnaj umrli. Sedaj pa je problem to, in sedaj še ta reč.
To bi bilo veliko bolj fino, zato ker ta radioaktivni odpad ne nastaja v tako veliki količini kot pri jedrski elektrarni. Tam pride do sevanja. Kam boš to skladiščil? Potem rabiš procesirno enoto in potem še končno skladišče. A ne bi vi želeli imeti teh odpadkov? A ja, ne, dajmo raj sosedu. Tem dlje od nas, tem boljše. Nihče si tega ne želi, radioaktivne odpadke. Ja, kdo si želi to imeti? Potem to utopijo v morje in enkrat začne to puščati. Kam torej s tem? Bomo to izstrelili v vesolje, na Mars? Jedrska fuzija? To bi bilo bolje. Še pred kratkim so znanstvenika vprašali, kdaj bomo lahko, kdaj bomo zgradili za mirovne namene prvi fuzijski reaktor, tako kot je na Soncu. Pa je rekel, ja, mogoče že 20-50. leta. Novinar pa se je že začudil. Ja, zakaj pa to traja tako dolgo? Rekel, ja, zato, ker tehnično nismo še sposobni. Ne vemo, kako naj se lotimo tega. Zato, ker na Soncu, ali pa boljše rečeno v Soncu, imamo temperature, ki gredo proti 1.000.000 stopinj. In potem to lepo deluje. Ja, ampak kakšen material zdrži tako vročino? Edini material, ki ga lahko tako vroče segreješ, je plazma. Ampak kam to potem skladiščim? Sedaj to poskušajo z magnetnimi polji, v tako rekoč, če bi laično povedal, v take posode, ki tako rekoč stojijo v zraku. Ne sme se pa dotakniti roba, ker potem se vse stopi. Zato je pa ta zadeva zelo nestabilna. In to počnejo samo za kanček sekunde, kjer lahko dokažejo, da to deluje. Ampak pokuri pa tudi več energije, kot jo proizvede. In to je seveda nesmiselno. To naj bi bilo obratno, da bi čim manj energije potrebovali, zato da bi veliko energije dobili. Tehnično še nismo tam, ampak to bi bilo jedrska fuzija. In to mi sedaj da misliti. In to je res dobra reč. In ta misel me res navdušuje. Sedaj je torej tema ločevanje, cepljenje ali združenje. Jedrska fuzija, jedrska delitev. Eno ali drugo. Torej obogaten uran, ki ga obstreljujejo z nevtroni, kjer se zgodi verižna reakcija, ali pa kjer se vodikovi atomi skupaj združijo v helij. In ta točka, cepljenje ali fuzija, to je to, zaradi česar se sedaj to vse dogaja. Ker imamo točno ta dva, cepljenje ali pa združitev, kar se tiče tudi našega planeta in človeštva. Neprestano imamo to pred očmi. Delitev, kjer gre recimo zakon razpade, firma propade, zato ker se dva vodilna nista več strinjala, tako kot nekoč brata Adidas, ki sta to firmo začela in sta se skregala in na koncu je nekdo odšel v jezi in je tako ustvaril konkurenčno firmo Puma. To se ne bi zgodilo, če se ona dva ne bi ločila. Ločitev vodi do boja. Vojne, zakonske vojne, vojno med državami, med firmami, gospodarskimi strukturami, koncerni, delitev. Na drugi strani imamo združenje. Najlepše, kar obstaja za človeka, ko se dva ljubita, mož in žena, se povežeta, se stopita in iz tega nastane novo življenje. Globoka povezanost.
delitev, združitev. Eno je največja tragedija za zakonsko zvezo, delitev, in druga je poroka, povezovanje. Najlepše, zato tudi poroka. Nekaj posebnega, kjer se dva povežeta, ne da se dva delita. Takrat ni več povabljencev, ko se dva ločujeta. Kaj ne? Sedaj pa je temu tako. S tem je povezano tudi vprašanje, kako pridemo v nebesa. Kaj? Saj smo govorili o nuklearnem orožju. Tudi današnja tema. Ja, res je. Ločevanje ali združevanje. Mislimo si, da dva največja vzorca za nastanek tega planeta, življenja na tem planetu, eni pravijo evolucija. Tam je boj, deljenje in uničenje in najmočnejši preživi. Na drugi strani stvarjenje. In to iz povezave dveh življenj nastane novo življenje. Malo življenje. Evolucija je pa vojna, delitev, uničevanje, boj. Kdo je močnejši? Močnejši zmaga in uniči druge. Stvarjenje se ustvarja. Plodite se in pomnožite se. Kakšna razlika? Ko so Jezusa vprašali, kaj je v Bibliji najpomembnejša zapoved? Kaj je rekel? To imamo v Mateju 22, 36. vrstica in naprej. Učitelj, katera je največja zapoved v postavi? Kaj mu je Jezus rekel? V naslednji vrstici. Ljubi Gospoda svojega Boga. Povezovanje. Združenje. Ljubiti. Z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. In druga zapoved je te enaka. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Povezovanje navzgor, povezovanje z najbližjim. In potem imamo križ. Seveda prečni nosilec stoji na navpičnem. To je bistvo. Ljubezen je za nas vse najlepša stvar. Povezovanje, združitev, ne delitev, vojna, uničevanje, kdo je močnejši. Pri teh atomskih silah pa se gre ravno za to. Kdo je močnejši? Kdo reče, ti lahko, jaz pa ne. Jaz sem šef. In sedaj jih imamo že 9, morda 10 atomskih sil. In grozno, če jih bo še več. Potem bo vedno bolj zakomplicirano, bolj nestabilno in nevarno. Kako torej pridem v nebesa? Kaj je Jezus rekel? Ko je tisto noč prišel Nikodem k njemu? Na novo se morate roditi. Na novo se moramo mi roditi. Ja, kako se bo to zgodilo? Jaz sem že odrastel. Ne morem več nazaj v maternico. Jezus pa je rekel, to se zgodi tam zgoraj, v glavi, v mišljenju. Namreč, da pričneš svojega stvarnika imeti za svojega dajalca idej. Očeta iz nebes, ki te je ustvaril, ki te ljubi in seveda, kjer tudi ti lahko ljubezen vračaš. Kako bi bilo pa s tem namesto, da rečemo, ne, nočem, jaz sem sam svoj šef. To pa je potem tvoj propad. Kako pridemo v nebesa? Kako pridemo v vesoljsko centralo vsega vesolja? Kako pridemo na novo zemljo, kjer ne bo več smrti, ne bo več trpljenja, nobenih bolezni, nobenih trpljenja. In živeli bomo večno, če bo ljubezen vladala. In zato lahko samo nekdo, ki je v ljubezenskem odnosu s svojim stvarnikom, samo tak bo tam, sicer bi se vojna ponovno začela tudi v večnosti. In to je smisel vsega. Tudi do vseh teh atomskih programov.
Delitev ali fuzija? Združitev. Se boš ločil od svojega stvarnika ali pa se želiš z njim združiti? Pri njemu je življenje. Od njega pride energija. In ne uničevalna energija. Tista, ki blagoslavlja. Molimo. Hvala ti, naš Oče v nebesih, da si ti naš stvarnik, da si ti ljubezen, da si ti želiš, da bi tudi mi prišli tja, kjer nikoli več ne bo trpljenja, ne bo več boja, ne vojne, ne deljenja, samo povezovanje in združevanje. Tam vlada ljubezen. Hvala ti, da boš vse tja pripeljal, ki bodo na novi zemlji živeli v ljubezni med seboj. Zato, ker so tebe sprejeli kot očeta iz nebes, kot center ljubezni. Hvala ti, Jezus, da si ti bil pripravljen za nas krvaveti in da si pripravljen nas sprejeti in izbrisati preteklost, če ti jo predamo in prepustimo in obžalujemo. Hvala ti, da lahko s teboj na novo začnemo. Jedrska fuzija, da bi nastala energija. Hvala ti za to. Amen.